Aha, tole si pogled, to je pa Kervansaraj, oziroma Karavanseraj se včasih tudi reče. Ti sigurno pač nasplošno ljudje, ti pa sploh, ne, vejo, da so pač, da je ta svilena pot potekala preko Bližnjega in Srednjega vzhoda. V Turčiji so nekateri od njih malo obnovili, v Pakistanu so nekaj časa reveži živeli noter, potem so pa še oni zapustili vse to, ampak še vedno so pa tam. Se pravi, na vsakih 20 km približno. Tole, vidiš, traktor se da krasno okrasiti, če je treba. No, tale Karavanseraj tam za nami. Te Karavanseраji so bili taki kot nekakšni moteli pravzaprav. Tole tam, kar vidiš, je pa džamija. Tale možakar, sem rekel, da ga bom slikal, pa rekel, čak, da se jaz malo zrihtam. Zdaj se ravno kar rihta. Evo, tako, zdaj pa zrihtam, da ga pa lahko slikamo. Pač, kamele so takrat hodile približno tako hitro kot človek, ne. Večinoma niso jahali, ampak so hodili zraven in karavana je šla pač 5 km na uro, kaj dosti več pa ne. Viš, tudi tukaj imaš saharske prizore, tudi tukaj pesek nanaša. No, in zdaj v enem dnevu so potem prihodili, če so dobro hodili, kakšnih 40 km, če pa slabo pa 20, tako da so ta veliki Karavanseraj, kako delajo ceste, to je težka industrija, pač na 20 km je tako, recimo, en velik in majhen so te Karavanseраji. Tam v ta velikih je bilo cel, no vidiš ga, naš kombi, gor na strehi so šotori. Tiste šotore smo potem razklenili, zdaj se bo videlo, vidiš, zadaj sta dva, ne, se pravi, levo pa desno se to odpre, da bo še enkrat tako široko kot je zdaj. Manjši hostel. In komod manjši hostel, komod spijo 4 noter v enemu, ampak naša dva možakarja niso ima dal plezati po tisti lotri, sta rekla, takrat dol spala, tako da smo v enem bili 3, v enem pa 4 zgoraj in je bilo po svoje čisto udobno. Tole tukaj je pa eno naselje Zemljank, se pravi pod zemljo gremo zdajle, pa ne še čisto ta hip, ampak malo kasneje bomo šli. Tole sta pa 2 steklenici, bomo rekli, narejeni z kamionske gume. Ja? Taka, šlah, lepo povedano, ne, tokle visok, zašito skupaj, pa verjetno malo kaj vem, z kakšno tekočo gumo, s čem tak, pa nad ognjem so malo zalili in naredili tako lepo sodo in tisto potem vržeš 40 metrov pod zemljo. A ja, sem mislil, da bomo to kasneje gledali, no bomo pa kar zdaj. Ja, no zdaj pa gremo še nazaj k tistim zemljankam. Sem mislim, da se bo zdaj še enkrat videli tiste gume. Skratka, to so zdaj posode, ki se uporabljajo za to, da se iz zemlje ven vleče vodo, ker tukaj je kakšne tekoče vode, mogoče po zimi, da je kakšen potoček, ampak večinoma v glavnem ne, skratka, no. In potem je treba kopati, se pravim, 30, 40 ali pa še več metrov globoko. Da pridemo. In s tistimi, kakor ena kanta deluje potem tisto, vidiš, tam se spet malo vidi tistih gum, s tistim potem vodo dobijo ven in od tega potem živi in živina in ljudje, ki dosti, zelo je treba paziti na tisto vodo, ker je težko priti do nje, ker tudi tam pod zemljo ni ne vem koliko. Tole je jurta, se pravi šotor, ampak hiša sama je pa pol nadstropja nižje, kot boš zdajle videl. Takele jurte, to so pač nomadi, ne, oni se selijo, kjer je pač kaj ali dela ali kakršnakoli zaposlitev, da se lahko malo bolj udobno. Ženske so malo manj zamotane, kot so sicer. No, vidiš, tukaj je pa vhod v podzemsko luknjo, gremo še mi kaj dol. Ni noben problem, ne, sicer malo pokimaš in pokažeš dol, pa ti reče, ja, 5. Ker, seveda, ta glavni problem je, da nikjer ne dobiš nobenega, ki bi kakšen tebi razumljiv jezik govoril. Ti pa seveda njihovih jezikov ne razumeš, ker tudi oni govorijo, sicer 2-3 jezike, recimo enega uradnega, ki velja po vsej državi, pa potem še kakšnega drugega, ki je pač njihov domači plemenski jezik, ne govorijo pa naprimer angleščina, ne, tako da se pač, ampak se da kar sporazumeti, ne. Janin, čisto na hitro te vprašam, koliko jezikov znaš? To je težko reči, ne, zasilo se, če še jugoslovanske jezike zraven preštejem, pa je že skoraj 10, ne. Ja. Ampak recimo, da kakšne 4 tuje, da govorim relativno dobro, ostale pa tako, da se lahko sicer pogovarjam, nisem pa kakšen, v španščini recimo že pri pretekliku, pa pri prihodniku imam malo težav, zmenim se pa vse, ne. Še zelo vodim špance, tako da pač tiste stvari, ki jih je treba, sem že naštudiral, ne. Pogovarjati se znam sicer, no. Ampak z tehle jezikov pa nažalost nič ne znam, ne, tako da tukaj pač znam šteti do 10, pa mogoče kakšno
To je bil včasih moj šport. Sem se v enih 25 jezikih naučil do 10 Do štet. 10, aha. Ti povem, kako se tam šteje. Ajde. V Perziji je tako. Ječ do se čar panč, šišt haft hašt no da. Tole, kar si pravkar videl, so bili pa eni motoristi, zdaj pa prehajamo že bolj v globi Pakistan. Tam je precej nevarno, ker to je Beludžistan. Ne? In Beludži nasplošno so sicer zelo veseli ljudje, na drugi strani znajo biti pa tudi neprijetni, da ne rečem nevarni. In ne vem, je to legenda ali je resnica, ampak bojo, da ima vlada z njimi pogodbo, da podnevi ne napadajo kamionov, po noč pa ni tiste pogodbe. Ne? Pa smo mi tudi včasih po noč vozili in takrat ponovadi v konvojih. Konvoji so bolj varni. Tisti motoristi, pa še ena katra je bila, ja, ena francoska, ena furgon katra, smo pa skupaj vozili zato, ker pač mehen bolj varno kljub vsemu. No. Sicer nismo imeli nobenih pušk, ker bi nam jih zaplenili.